Kako se določi odmerni odstotek? Na višino starostne pokojnine poleg višine pokojninske osnove vpliva tudi odmerni odstotek, ki je odvisen od dopolnjene pokojninske dobe. Za odmero starostne pokojnine je določen minimalni odmerni odstotek za 15 let pokojninske dobe, medtem ko zgornje meje v obliki najvišjega možnega odstotka ni. Odmerni odstotki se v prehodnem obdobju od leta 2020 do leta 2023 razlikujejo glede na spol. Ženske imajo za enako pokojninsko dobo višji odmerni odstotek kot moški. Za 15 let zavarovalne dobe se za moškega odmerni odstotek od pokojninske osnove vsako leto postopoma zvišuje od 27 odstotkov, kolikor je znašal odmerni odstotek v letu 2020 na 29,5 odstotka. Za žensko pa že znaša 29,5 odstotka. K minimalnim odstotkom za odmero je treba za vsako leto pokojninske dobe nad 15 let za žensko prišteti 1,36 odstotka, za moškega v letu 2022 1,32 odstotka. Od leta 2023 dalje pa enako kot za žensko, to je 1,36 odstotka. Če pokojninska doba ne znaša 1 leto, znaša pa vsaj 6 mesecev, se vrednoti s polovico navedenega odstotka za posamezno koledarsko leto. Novost, ki velja za pokojnine uveljavljene po 1.1.2020, je dodatni odmerni odstotek za otroke. Upošteva se največ za 3, to je v višini 4,08 odstotka. Za enega otroka znaša dodatni odmerni odstotek 1,36 odstotka. Na višino starostne pokojnine vpliva tudi ugodnejše vrednotenje pokojninske dobe brez dokupa. Dopolnjene po 1. januarju 2013, po izpolnitvi pogojev za pridobitev starostne pokojnine pri najnižji starosti, 60 let oziroma manj zaradi znižanja starosti in 40 let dopolnjene pokojninske dobe brez dokupa.